Videla sta delala s starejšimi fanti, letos je malo manj igre, malo več nogometnih vsebin kot pri nas, ko smo imeli tam male. Kako je pa prvo potekalo delo? Ja, v bistvu zastavljeno je bilo tako, da smo dali dost, mislim, vsaj pri meni je bilo nekaj poudarka na koordinaciji, učili smo se pač skozi različno tehniko, smo probali osvajati pač to žogo, potem smo imeli zaključke, imeli smo pa tudi dost igre. Tako. Jaz sem imel najstarejšo skupino in tudi pri meni smo namenili vsak dopoldanski trening v bistvu učenju oziroma spoznavanju novih elementov, delovanju v dvojkah, trojkah, neke tehnike, tako kar smo pač lahko spravili v en trening. Vsak dan smo pač tudi zaključki teh igre, tako da smo spoznali tudi razne igralne oblike, ki razvojene fante tudi prvič. Ja, je verjetno lažje, če imaš fante na treningu dvakrat na dan, se vidi od ponedeljka do petka in jasen napredek v glavi in v nogah. Ja, to je sigurno, ne. Najlepše imeti ekipo, jaz bi imel cel dan, če bi se dalo, tako da imel bi 3 treninge, ampak v bistvu v enem tednu lahko tako navdušiš jih nad nogometom, njih zelo pa spet ne moš narediti. Pa super je, ker vsak dan so vsi na treningu in je lažje organizirati trening, se pripraviti na njega in tudi čez cel teden lahko ima vse skupaj eno rdečo nit, ker če ne, ponavadi se ne ve, bo 10, bo 20, tako da je to super za pripraviti trening in ga dobro tudi speljati. Imaš še kaj? Tudi vse. Jaz sem tak dar govora imam, da to je nekaj neverjetno. Bi lahko bil na televiziji. No, evo, danes ste z nami, evo, da vam predstavim naši naslednji 2 punci, tle sta Rebeka pa Maja, to sta naši 2 animatorki. Tako da mene zdaj zanima, kakšna je vajina vloga na tem kampu, pa mogoče lahko tudi poveste, kje vam je bilo od programa najbolj všeč. Midve skrbiva za vse ostalo razen za treninge. Ja, to se strinjam, to je res. Da vse gre tako, kakor mora iti, vse dejavnosti, ki jih imamo vmes, kakšne igre, da se malo otroci sprostijo, peljemo jih s Soči, gremo na kosilo, na zajtrk, da organizacijsko čim lepše poteka sva midve. Dobro, hvala Rebeka. Zdaj pa še Maja lahko, ki pove, kje je bilo pa tebi najbolj všeč na kampu, evo. Ja, najboljše, ki jih peljemo v Soči, ki so moje lepo. V glavnem, ja, prosti cajt je najboljši, ne tudi njim je najbolj všeč. No, videti, to je lepo. To je to. Evo. Bravo, Maja pa Rebeka. Ne, veš kako je rekel Červrčo? Da odmisli kamero, tako da jo ni. Vse sem bral v šolski obzor. Zdaj, aš prašal, ki dej. Se moram že za vsega eno vprašanje. Ma ne tam ven, brat. Snijam, sem da malo glumim. To se snema, ne? Ja, vse je itak, da vem. Kje se predstavimo, ali? Ne, čak, Ne, Jaka naj začne, zdaj ti že teče. Zdaj bom predstavil naslednja 2 trenerska upa, Staša in Fitima. Staš, najprej bi tebe nekaj vprašal, kakšen je bil preskok, lani si bil še kot igralec na kampu, letos si trener, kakšni so občutki, je bil prehod lahek? Moje mnenje je, da trudom se vse drži, tako da Kar mir. po mojem prestop je bil lahko za mene. Super. Fitim, ponavadi si v vlogi pomočnika, letos si bil glavni trener za najmlajše. Kako je potekalo delo? Je bil tudi za tebe prehod v vlogo glavnega trenerja lahek? Te je Jaro pripravil, ve občutke? Ni bilo nič posebenega. Jaro, dober trener, me je vse naučil, tako da je potekalo brez kakih večjih problemov. Fantje so itak fajn, ni treba vprašati.
hvala za 5 minut. Tukaj se nahajamo z dvema mladima veleupama trenerskih veličin. A snema? Trenutno igramo 4 v vrsto, ker je favorit Nik Kutin. In sedaj vam bom jaz kot ugledni novinar nogometnega kluba Tolmin postavil 2 vprašanji. Vsak bo dobil 2 vprašanji, na katere probata odgovoriti. Jaz si želim čim bolj sproščeno, realno. Tako da zdaj prvo vprašanje za Nika Kutina. Sem se malo prepravil, veste? Ja. Povejte mi, Nik, če bi hotel ti z eno kitico rešiti svet, ki bi zapel? In prosim, če nam zapoj. Kar pogumno. Ne, te ne bo strah kamere. Pa prosim, če pogledaš malo tudi v kamero, da te vidijo. Poglejte si tega prelestnega fantiča. No, kar. Z eno kitico. Ja. Kar sproščeno, umirjeno. Sproščeno. Pomisli, da bomo videli. Zaupajte vame, ker sem najboljši. Okej, pa prosim, če malo zapoješ tudi, ker sem kitica. Ne? Zaupajte vame, ker sem najboljši. Ja, bravo! Doma vame ni, ker jaz najboljši. Tako, in takoj preidemo k drugemu vrhunskemu mlademu trenerskemu upu, Mihi Muzniku Muzetu. Vidimo! No, Miha, ti mi popovej, katera šala te je nazadnje spravila v smeh? Kdo te povedal, kak dober vic? Ja, to fiks ti, ne? No, povej, kjer ga? Čaj da pomislim. Samo misli, trenerji so pač taki, da morajo razmisliti, pridemo in potem naredimo, Vse ne? pretuhtamo. Tako. Valja tvoj flos. Ja, Dobro. lahko pokažeš tudi najboljši. Peskarčev flos, naj pa pokaže. Ne, jaz bi prosil tebe, Ne moraš ti pokazati. posnemi, ti me moraš posneti, posnemi me. In poglejmo flos od Muzeta. Ide Muze. No, lepo, bravo, čestitam. Daj malo pauze. Res. Kat.